Kako pacifisti uničujejo civilizacijo? Morda si boste rekli, kakšno čudno, presenetljivo vprašanje je to. Kako lahko pacifisti sploh uničujejo civilizacijo? Pa poglejmo to iz celotnega zornega kota človeške narave. Vsak ekstremni pogled na človeka, bodisi je to pogled, da smo ljudje samo živali, ki sledimo svojim instinktom, bodisi da je to pogled, da smo ljudje lahko bitja, ki popolnoma obvladujemo svoje instinkte. Vsak tak ekstremističen pogled vodi v neko napako, ki se slej kot prej pokaže kot usodna. Prav tako je ena od teh napak ekstremen pacifizem, ki vodi tudi v vojne in uničenje civilizacije. Kako je to mogoče? Namreč ekstremen pacifizem temelji na prepričanju, da je uporaba agresije in nasilja nekaj, kar je izključno negativnega in slabega. Nekaj, kar je izključno samo in samo uničujoče. Vsekakor drži, da je uporaba nasilja v človeštvu povzročila mnogo tegob in slabih časov. Vendar hkrati moramo biti tudi iskreni sami do sebe in se zavedati sledečega. Narava in fizikalni zakoni in resnica se ne brigata za naše človeške želje. Jaz se tukaj popolnoma pridružujem pacifistom in se strinjam popolnoma. Jaz bi rad, da takšen svet, kot si ga pacifisti želijo, bi tudi obstajal. Tudi jaz si ne želim umreti zaradi nasilja, tudi jaz si ne želim trpeti na tem svetu in biti premagan. Želim si istega sveta, kot si ga želijo pacifisti. Pa vendarle bom rekel, da sem sicer s težkim srcem, priznam, proti temu, kar govorijo utopični pacifisti. Ne zato, ker bi si želel biti proti, pač pa zato, ker sem prišel do spoznanja, da ljudje nismo čisto takšni, kot pacifisti bi želeli, da smo. Zakaj? Namreč vprašajmo se sledeče, kaj sploh je civilizacija? Civilizacija je visoka kultiviranost in sposobnost človeka, da ustvari izjemne dosežke, tako na tehnološkem, kot na kulturnem, znanstvenem in pa duhovnem področju. In eden od pomembnih aspektov pacifizma je tudi v tem, da vidijo naše obvladovanje instinktov po nadvladi in nasilju kot nekaj, kar je izključno dobro in kulturno na visokem nivoju. Medtem ko vidijo našo uporabo agresije kot nekaj izključno slabega. V resnici, tisti, ki poznate dobro vsaj malo borilne veščine, pa ne gre to za bojevanje srednjeveških borilnih veščin, mečevanja ali pa bolj vzhodnoazijskih borilnih veščin, ki so zelo poznane, boste vedeli, da so borilne veščine v resnici izjemno povezane z visoko kulturo človeka in z visoko kultiviranostjo telesa in uma. Zakaj? Zato, ker imamo dve vrsti uporabe nasilja. Nasilje, ki je izključno in samo izraz naše bestialne, pošastne narave, kjer lahko človek zgolj želi nadvladati sočloveka, ne glede na to, kako šibak je ta človek, in pokazati svojo dominanco, ali pa je nasilje, kultiviranje naše nasilne narave, ki jo imamo vsi v sebi in se kaže lahko na zelo različne načine. Ljudje, ki ne znajo uporabiti ali niso sposobni uporabiti nasilja, takrat, ko je to potrebno, proti močnejšemu, proti človeku ali sistemu, ki dela krivico, bodo uporabili agresijo na drugačen, bolj prikrit način, ampak uporabili jo bodo in bodo ranili človeka z drugačnimi sredstvi. Hočem vam povedati sledeče. Dajte se vprašati, če smo zares civilizirani, zakaj je tako malo ljudi v civilizirani družbi pripravljenih umreti in dati življenje za svoje države, za svoje narode, za svojo družbo, za svoje družine, za svoje žene, otroke. Zakaj tako malo ljudi v tako imenovani civilizirani družbi
pripravljeno umreti za dosežke civilizacije, medtem ko je tako veliko ljudi lahko temu rečemo barbarskih okoljih pripravljenih ubijati za veliko manj. Ali se torej res lahko rečemo, da smo civilizirani, če pa naša ljubezen do civilizacije manjša od sovraštva mnogih primitivnih ljudi do nas? Koliko smo zares civilizirani? Jaz mislim, da se to meri lahko samo z našim pogumom in željo ali pripravljenostjo nas, da se žrtvujemo in tudi ubranimo naše dosežke civilizacije. In le te lahko ubranimo pred ljudmi, ki ne poznajo strahu, ki ne poznajo bolečine. Samo tako, da smo pripravljeni tvegati več, kot so oni pripravljeni tvegati, zato da nas uničijo. In verjemite mi, vedno so ljudje v naši družbi in v drugih družbah, ki civilizacijo vidijo izključno in samo kot malho denarja in priložnosti, da se nasitijo in okoristijo. In to so barbari. In ti barbari se lahko skrivajo bodisi v primitivnih koncih sveta ali pa v naših stolpnicah in so oblečeni v kravate ali pa razcapane cunje. In človek, ki je poln tehnologije in načitanih knjig, pa vendarle bi v prvi priložnosti ubral pot pod noge in zaradi strahu zbežal pred udorom barbarov ali prevrata v družbi, ni civiliziran človek. Civiliziran človek je človek, ki je kultiviral svojo nasilno in egoistično naravo do te mere, da je pripravljen dosežke civilizacije in kulture ubraniti, ne glede na to, kaj se zgodi. In zanima civilizacija najvišji možen status, ki jo bo branil tudi sa svojim življenjem. In to je civiliziran človek. Človek, ki je hkrati kultiviran, vendar hkrati zmožen pokazati nasilje, kadar je to potrebno, da se obrani pred tistimi, ki bodo rušili njega in civilizacijo.